Noam Betan, izraelska pevka, ki tekmuje na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, se je uvrstila v finale. V torek se je uvrstil v finale po nastopu z večjezično pesmijo Mišel na Dunaju sredi množičnega bojkota zaradi izraelske udeležbe zaradi vojaških akcij v Gazi. 5 držav ni sodelovalo. Ampak jaz hočem življenje. To je bil odličen nastop. Noam Betan je eden najboljših moških pevcev tega polfinala in morda je prav zato napredoval v ta sobotni večerni finale. Na sredini odra je ogromen diamant. 5 plesalcev Mišel obkroža Noama Betana. Njegov vokal je bil izjemen, še posebej v zadnjem delu, ko je pel zelo visoko, mu je ta del odlično uspel. To je bil izjemen nastop. Tako sem srečen. To je veliko olajšanje. Čez dan sem imel nekaj dvomov, da se morda ne bomo uvrstili zaradi 50% vpliva video žiri in vsega, kar se dogaja z Izraelom. Ampak mislim, da sem zdaj srečen. Navdušen sem. Za finale pričakujem še več. In zadovoljen sem s polfinalom. Med nastopom Betna so nekateri člani občinstva žvižgali in vzklikali protiizraelske slogane, ki so bili slišni med prenosom. Avstrijska televizija ORF, ki gosti oddajo, je sporočila, da protestov ne bo cenzurirala. Vendar je bil en član občinstva blizu mikrofona in je glasno izražal svoje stališča, zaradi česar so ga odstranili. Organizacija je v izjavi sporočila, da so zaradi motečega vedenja varnostniki iz arene odstranili še 3 druge osebe. Pevka je po nastopu povedala, da se je osredotočila le na izraelske zastave, da bi preglasila hrup žvižgov. Betanova je več tednov preživela v pripravah na možnost sovražnega odziva. Počutim se odlično. Kakšno delo je bilo to? Počutim se odlično. Kakšen nastop je bil to? Kako sem užival? Proti koncu je bil trenutek, ko sem preprosto pel za Izrael. Čutil sem to v sebi in bilo je res neverjetno. Pel sem s temi norimi plesalci in bilo je fantastično. Tisti žvižgi, tisti vzkliki Svobodna Palestina tu na Dunaju očitno niso nič posebnega. Novinarji, izraelski novinarji so tukaj dobrodošli, tudi izraelski navijači so dobrodošli. Pred areno je bilo veliko izraelskih navijačev z izraelskimi zastavami in tukaj na Dunaju v Avstriji so bili dobrodošli. V sobotni finale so se uvrstile tudi Belgija, Hrvaška, Finska, Grčija, Litva, Moldavija, Poljska, Srbija in Švedska.